odpiramo prostor za razpravo. Mogoče kar referentke prišle gor v ta sprednji prostor. Kdo bi začel? Ja, pa vsem lepo. Najprej bi se zahvalil za zelo zanimive referate, novih podatkov. Mi je zanimalo, Katarini, če sem prav razumel, da se ta umrljivost otrok nanaša predvsem na prvo leto zaradi frasa in manj zaradi epidemij. Kako je bilo pa potem, ker umrljivost do 5. leta pa še vedno visoka, kaj bi pa tam glavni razlog? Zdaj, po mojih ugotovitvah so epidemije obsegale 1/5 vzrokov nalezljivih otroških bolezni. Sicer so bili pa razne pljučne bolezni, tuberkuloza je bila izredno močna. Sicer zdaj nekih statističnih podatkov nimam, ampak tako po občutku. Ni bilo pa toliko nesreč, naprimer, na tej populaciji, ki sem jo jaz gledala. Jaz sem pričakovala več nekih padcev, utopitev, ker pač, ne vem, skrb za otroke je bila z današnjega vidika mogoče malo pomanjkljiva, v tem fizičnem smislu za male otroke. Ampak ni bilo veliko. Zdaj, sam fras je imel tam okrog 19% med temi. Ostali so bili potem razni infekti. To. Kaj pa je to fras? Kakšna bolezen? To je netoleranca na maščobe v krvnem mleku. Pri teh zelo mali dojenčki, ki se še črevesne razvija. Ja, koliko je, kaj je takrat? Pa ta so tipična alergija na mleko. Ampak ne vem, če je to alergija na laktozo. Ja, ampak je vprašanje, ker takrat verjetno niso ločene. Ja, ne, seveda ne. Ampak verjetno bi se pa dal tukaj kakšno tega. Mogoče so podobno zupani clavi. Torej, mene zanima, ker so bili referati razporejeni od zgodnega novega veka pa do 20. stoletja, pa tudi različne skupine prebivalstva, so bili torej socialne skupine predstavljene, pač sirotišnice, vrtci, smo slišali, delavsko okolje, otroci v delavskem okolju in meščanski družini. Me pa zanima, a kje se zasledi in ali so kakšni podatki o prizadetosti, torej duhovni, duševni in pa recimo invalidni, fizični. Ker tega je zelo veliko, že ne nazadnje, ker so drugače otroke povijali, pravzaprav gluhi so bili, recimo, ker vem, recimo, zelo veliko je bilo gluhosti, ogromno je bilo šepavosti, ampak to se je velikokrat smatralo kot, kako bi rekel, del normalnosti. Zaradi tega mogoče tega ne piše, pa me vendarle zanima, zlasti v starejših obdobjih, pa v 19. stoletju, ko imate kolegice na delavsko, recimo, vi ste imeli pa tumo, recimo, z meščanske družine, a kaj pišejo o boleznih, pravzaprav tovrstnih, recimo, boleznih, torej, ali pa invalidnosti, ali pa tudi duševni prizadetosti. Ali pa koliko tega je, če veste. Zdaj, moj tip vera teh stvari ni vseboval. To so zelo somarične stvari. Pričakoval bi, v takem delovskem okolju. Ja, ampak te stvari niti niso zdravili takrat. To ni bila bolezen. Zdaj, odvisno, o čem govorimo. Zdaj, gluhonemnost, slepota, recimo. To ni bila bolezen. Že sama zdravstvena oskrba je bila namenjena zelo primarnim zadevam. Koliko so imeli otroci sploh dostop, kar so v tem konkretnem primeru delovskega okolja imeli zaradi bratovske skladnice kot ena od na ta način privilegiranih socialnih skupin. Te hendikepe je pa izredno težko zaslediti. Tudi sama zdravstvena statistika se šele dosti kasneje tam od
80. let 19. stoletja naprej, recimo, beleži skupino slepih, gluhonemih in tako naprej. Pred tem, recimo, predmarčna doba, 60. leta 19. stoletja, zaenkrat še nisem nič našla. Opisi so, tudi v prejšnjih obdobjih Ja, že, veste, ampak govorih, ko neki detektira statistični, da bi šlo dobo občutek, koliko je bilo prizadetih. O kakšni populaciji pa tudi sploh govorimo v tem tvojem primeru, ne? Koliko je to? Misliš konkretni case study? To je bilo 1108 otrok zajetih. Je bilo upisanih v podatkovno bazo in s programom Microsoft Access, ki omogoča razne stvari obdelane. In poleg te delovske skladnice je obstajala še kakšna druga inštitucija kot korektiv za to velikansko delo, v kateri so otroci živeli. Ne vem, gospa je govorila o ustanovi, recimo v Kopru, ne so imeli ustanovo, ki jo se ta zakonca ustanovila, kakšno vlogo je igrala recimo cerkev, v svojem v tem konkretnem okolju, ki je bilo izrazito, v tem dolinskem delu, izrazito rodarsko-delovsko, nisem da sledila kaj tako. Kakršnih politik? Dobrodelnost misliš. Ker sociala se je vedno, to so še govorimo o nekih začetkih, neke državne skrbi, in neke te klasične sociale, kot jo poznamo danes. Prej je bilo vse to na polju dobrodelnosti. Ampak delovsko življenje, delovsko okolje razbija te tradicionalne vzorce pomoči, ki so značilne za recimo kmečko populacijo. Po kakšni meri se ti pa zdi ta Dobršek? Kaj je Dobršek? Dobršek verodostojno vira. Ti si svoje zaključke rekla iz tega vira. A ga je moč kontrastirati s kakšno z drugimi Ko sem iskala te literature iz tega časa, mogoče primer je Kosec za Trbovlje, ampak malo, ki v bistvu obdeluje isti čas, to so 20. leta 20. stoletja, to se pravi čas po prvi svetovni vojni, medvojno obdobje. On je imel pač konkretno raziskavo na konkretni šoli. Bil je socialno čuteč človek, ker je nenazadnje tudi sam izhajal iz teh težkih razmer, in jih je tudi posledice na otrocih občutil opazil. Bil pravzaprav eden redkih učiteljev, ki je prišel iz rodarskega okolja do poklica učiteljskega. To bilo takrat ni bilo samo. Če se jaz navežem na vaše vprašanje, prej pri nas je pa mogoče najdete recimo sezname, ne vem, občine pošiljale v krajnem glavarstvu, pa še komu drugemu sezname na eni strani teh rejencev, v drugi strani so pa recimo, ne vem, gluhonemi, potem slepi otroci, rečejo debilni otroci in tako naprej, teh seznamov se da najti. Ja, obstajajo zemljeni spremki. In se da kakšno procentualno govoriko? Jaz se pa s tem nisem ukvarjala, ampak tako odvisno od okrajev Čopnije, recimo od mesta, tam, recimo, ne vem, če se spomnim za določeno obdobje, bilo recimo tam kakšnih relativno velik delež gluhih, recimo 3, 4, par slepih in tako je bilo. Eden, ker je to tudi povezano duševna prizadetost, potem z beraštvom, recimo, ki je dobro, zdaj imamo časovne, tako pa ni prav velik, število prebivalcev, ampak vseeno, bi pa se najbrž dalo, procentualno potem nareči, če bi vse te podatke zbral, ker so, koliko tega je. Tam, kjer je zabeleženo, koliko je rejnikov, so potem naprej še podatki statistični po letih, recimo, bi se dalo. Socialno strukturo, potem skarčega okolja, ne? Ne, sigurno bi se dalo, ker so tudi starši navedeni, pa bližnji. Zdaj, če smem še čisto na kratko, profesor se molil tudi za mojo dobo, da se tako rečem, ali pa za te situacije, v katerem so se znašli otroci, so bili predvsem opaženi gluhonemi. In so bili in v begunskih taboriščih so bili ti otroci združeni in recimo pod italijansko zasedbo se je celo zgodilo, da so gluhoneme otroke peljali v Zavod za gluhoneme v Firence, recimo, da so
na ta način. To so bile, drugače bila, kot Katarina rekla, skrb za to primarno zdravstveno stanje pod Italijo, zdaj tako pogojno rečeno, bistveno boljše kot v medvojni Avstrija, ker pač Italijani so imeli, kot rečeno, dvojni motiv. Na eni strani obdržati relativno dobro zdravstveno stanje, ker je tudi država gospodarsko relativno dobro stala za vojno, in po drugi strani pokazati prebivalstvu, da mi pa nismo tako slabi. Pravzaprav smo Italijani brava gente, to, kar je splošno velja. To je bil nekak dvojni cilj, ki se je ves čas prepletal. Pa kot rečeno, na ta način hendikapirane otroke so opazili in so zanje tudi poskrbeli. Jaz v tem težko kaj rečem, ker se s samim predmetom nisem ukvarjala, tako da v boleznih ali pa v teh sploh, recimo, koliko jaz te statistike, težko rečem. Je pa gotovo to, da pač za ta segment otrok oziroma najdenčkov dejansko je bila neka dobrodelnost tista, predvsem strani žensk, ki je skrbela za to mrežo. Tumovi so bili pa vsi. Tumovi, recimo, imamo prav Ljubomira, ki zboli za gripo in umre, ampak zaradi tega ni neke hendikapiranosti v takem smislu. Mislila sem, da ne bom prišla do besede Petra Testen, zato sem vedno čisto drobno vprašanje, sem si zajela. Mi smo pred časom na Zgodovinskem inštitutu Milka Bosma objavili korespondenco Milka Tume, ampak to je bila verjetno korespondenca, ki je šla samo v diplomatske in tovrstne. Zdaj me pa zanima, vi ste to naredila študijo na rokopisih. Gre za zasebno korespondenco med zakonnicama, ki še ni objavljena. Me samo zanima, ali ta stvar se pripravlja za objavo, ali je to zapik, da se to ne bo nikoli objavilo. Jaz bi poskusila in poskušam delati to smer. No, to je. Zdaj pa še eno čisto drugižen za Katarino. V bistvu je bila primerjava med punčkami in fanti. Če sem prav razumela, in deklice so po tistim metodom izpadle, da bolj zaostajajo kot fantje. A so bili oboji tretirani po istih kriterijih, ali so za dekleta bila svoja norma in so one po svoji normi zaostale? Ker če so oboje po istih kriterijih, je logično, da je bil fantek mogoče malo težji ali pa da je bil malo večji. Ne, to je prav. To je bila norma za dekle v tej ekstra za vas pola. Zakaj pa ščit se pa to razlaga, da je deklica toliko slabše? To se sprašal tudi Karol Dobršek in je potem nekako on imel neko svoje osebno mnenje, da zato, ker naj bi deklice v družinah odstopali hrano mlajšim bratcem. To je bila njegova v tej knjigi. To so morda starši delali tako, ker so propagirali, da fantje pravijo več. Ne vem, rudarske družine so bile zelo, kako ne rečem, egalitarne, zelo liberalne v odnosu do spolov, ne? Tudi, recimo, nezakonski otroci v teh družinah niso stigmatizirani, kar se, recimo, v kmečkem okolju ne dogaja, ne? To je bila tudi taka realiteta, da jo on še posebej izpostavil, ne? A še kdo? Jaz bi Petra vprašala, če lahko. Glede na to, da smo urejali to Tumovo korespondenco in smo si pač na inštitutu ustvarili eno določeno podobo Henrika Tume, me zanima, kakšen je ker ti si rekel, da on se je veliko z vzgojo ukvarjal. Imel je zelo veliko časopisja, imel je knjižnica njegova, je vzgojno bogata, v ženi je dajal navodila, ampak koliko je bil pa dejanski praktik, uživo, koliko je bil stika raza potem v krivi z otroki. Ker če ti daješ navodilo, še nisi praktični vzgojitelj, če snemo. No, mogoče se navežem na to prakso, mogoče bolj v nekem teoretičnem smislu, kako je bil nek intelektualec, znanstvenik, tudi iz korespondence človek dobil vtis, da je na nekem teoretičnem nivoju veliko študiral o teh vprašanjih in se gotovo tudi z ženo pogovarjal o tem, ampak mislim, da je ona bila tista, ki je v praksi skupaj s služinčadjo pač poskrbela za dejansko imel on mir pri svojem delu oziroma je to, kar smo zelo. Vse se vrača. Ja, prosim. Čisto za Petra slošati na kratko vprašanje. Zdaj, da se opravičujem, če mogoče si tem govorili na začetku, ker sem deloma tvoj referat.
Namreč vsi imamo pred očmi slike iz druge svetovne vojne leta 1945, Aprila, ko Hitler prijatelj mlade otroke, ki se poklicali za obrambo Berlina vojske. V drugi svetovni vojni je očitno vrsto otroci tudi v določenih situacijah pravzaprav bili dejansko na fronti. Pa tudi partizansko stran, če pogledamo, imamo tudi mladoletnike in pravzaprav tudi otroke, ki so kurječni in tako naprej. Druga svetovna vojna je že, bi rekel, totalna vojna, kjer je meja med civilno in vojaško sfero zabrisana. Vendar me zanima je tudi za prvo vojno mogoče že, da so bili kakšni otroci tudi bolj s fronto povezani. Kakšen po način. Zdaj poklicani verjetno niso bili, kot so bili tem nemškim. Ne, Ker letnik moš povedati, ki je bil nepoklican, vse so bili tudi 17 ja, let stari. 17-letniki, če štejemo to, absolutno. Kdaj postavimo to mejo? To ima profesor Simoniti, se mu zahvaljujem za Ne, si misliš še mlajši, ne? Ne, mlajši dejansko niso bili, ampak v Nemčiji so bili tudi med prvo svetovno vojno in to je bil nek didaktični, pedagoški prijem, organizirani v paravojaške formacije, ki jih niso sicer pošiljali na fronto, ampak so jih vzgajali. Vzgajali so dejansko bodočega vojaka in v tem nekateri avtori iščejo tudi zametke potem Hitlerjeve mladine in tako naprej. Tako da te neposredne povezave so bili dejansko, mislim, smeli so ostati otroci, delali so v tovarnah, zbirali so denar, bili so na ta način uporabljeni v tej ekonomiji, vojni, drugače kot vojaško pa še ne. So pa izredno prisotni na propagandni, vojni že poštovali, na teh razglednicah. Ja, in to mislim, da centralne sile bolj kot Antantne. Antanta se je bolj, predvsem Britanci so se bistveno bolj obračali recimo na ženske, pa na vojake, ker so drugače mobilizirali. Medtem ko Avstrijci pa imajo, avstrijska stran, zato mi je žal, da pač nisem tega pripravila, pa zlorabila v bistvu to podobo otroka. In sem rekla, otroček je bil tak luškan, kot da bi bil moj, na začetku vojne. Potem pa so že leta 18 so pa podobe, ki jih dejansko potem tudi iz druge svetovne vojne srečujemo, ki so res grozljive. Dunajski otroci so verjetno še bolj kot recimo ljubljanski trpeli to, ker imamo le to interakcijo med podeželjem in mestom, le bližjo, majhnost je tudi prednost lahko. Medtem, ko tam so pa podobe res grozljive. Še kakšno vprašanje? Jaz sem še eno vprašanje, če lahko za Zdenko, tiste eno čisto konkretno zanimivo. Ali imaš mogoče občutek, da so imeli v Beneški republiki stvari, kar se tiče skrbi za sirote in take otroke, bolj urejene, ali pa da so matere za nezakonske otroke, bolj urejene, kot pa na tej strani normativi. Namreč, govorim zaradi tega, ker se spomnim poročila odbornega vojnega sveta, so delali prvi popis vojaški, recimo za Goriško, in potem centralno poročilo, kjer pravijo, da Goriške ni nobene sirotišnice, tako naprej, in matere nosijo svoje nezakonske otroke, da tako videli, ki jih prepuščajo potem tam v sirotišnici. Benečani so to že imeli takrat urejeno, če na tej strani že niso bile stvari urejene, mislim, eno čučni vojnega sveta je tudi težava dobila, zato da se ena tako sanova na Goriškem recimo uredi oziroma ustanovi, da ne bo prehajalo do tega prehajanja čez nekaj. Benečani smo tudi v začetku recimo je bilo to bolj na tudi tam dobrodelni osnovi posameznikov ali pa na dobrodelni ustanovi teh dobrodelnih ustanov kot takih bratovščine. Ne vem prav, kaj je bilo, ne, takrat še ne. Potem pa je zdravstveni providur, je to nadziral, je imela država vendarle roko na tam. Sirotišnice so bile tudi izseklo, so pobirali otroke potem za poslitve, za dela javne. Zdaj to recimo 18. stoletje že? Ja, to že, 18. stoletje že. Bolj pa itak, pod Francozi pa se pa zakonsko še ureja tudi tam pa itak se še dodali. Samo zdaj, kad Trst pa ima. Trst pa ima. Ja, Trst pa ima.
Ja, sem tudi Trst, v bistvu od Marije Terezije dalje, potem šele. Na Danišnice je 1841 čelo Trstu, uradno stanovljena, čeprav Roto pa to že odprejo, da to nišo, kamor dajo otroke. Drugače pa ne. Istra pa nima, na Danišnice in gre vse potem v Trst iz tega področja, ali pa v Benetke prej, razen kar imajo nekaj malega doma. Še eno vprašanje na Zistenko. Ti pravzaprav govoriš o vrtcu, ne? In tukaj je razlika do sirotišnice. Ja, vrtec večinoma imajo starše, tiste revne družine, ki nimajo kam otroka dati v času delovnega dne, in potem izberejo. Kako je poimenovano ta beseda v originalu vrtec? Azilo, ja. V italijanščini azilo. Azilo di carità. In so tam od 3 do dopolnjenih 6 let starosti. In so večinoma sicer revniši, se tudi velika številka, tam okrog 40, določeno obdobje celo po 80 je v vrtcu. Iz te skupine so izbirali. Tam so pa zapuščeni. Ja, zdaj bi izpostavil Beneško območje, ki ima to urejeno. Ni to samo stvari v Benetki, če recimo gledamo Dubrovniško republiko, tam te stvari funkcionirajo od srednjega veka naprej. To je pa Rema je pa pisala veliko tem. Tako da zdaj ne vem, ali tukaj s Primorjem povezali, pa da je notranjost drugačna, pa dejstvo, da tukaj je ta institucija zelo urejena. Jaz sem ne vem, kako je po starih deželah, kako sem se spomnil tega primera z Goriško, da sem tam to izpostavljal kot problem. Da puščajo najdečiga taka, da je kot čest na Beneško strano zgledati, da imajo sem sirotišno sotevno in naj. Zato, ker sirotišnice so se tudi začeli na italijanskem področju, in pa z Pirenejski polotok in recimo severno oddalj se pozno širijo pravzaprav sirotišnice, dejansko šele tam 18. in pa 19. stoletje, nekoliko že država posega z drugačnim načinom razmišljanja, pa tudi s kulturo. V Dubrovniku je to povezano z blagostanjem na eni strani, na drugi strani pa slabo vestjo. Ja, no, dejansko res, to se ve, ne? Stopili k temu, to je napredno mišljenje. Vidim, da se je debata že fino razvila, tako da lahko nadaljujemo še naprej na kosilu. Rada bi se zahvalila vsem referentkam, pa tudi publiki.